Ok, to se meni zdi zdaj tako, da to na roke zelo težko delaš, tako da Andrej, kaj pa rabiš tako tehnološko, da se tega ABM-a greš na tak način, recimo, kot je Darja opisala? Ja, to je ta del, po mojem, ki smo ga začeli. Kaj pa lahko zdaj, ker lahko stvari avtomatiziraš, kaj lahko dosežemo. Ne? Torej, rabimo, osnova je nek CRM plus marketing automation. Zdaj, marketing automation zaradi tega, ker da bomo delali ta del, če rečemo inbound marketinga oziroma celega tega content marketinga, ki ga je tukaj veliko, ker je pač treba nagovarjati z neko konkretno vsebino, ki odgovarja na izzive ali pa probleme, ki jih imajo posamezne persone. Drugače pa na tem, torej v segmentu ABM-a res veliko nekih orodij, ki jih lahko uporabljamo. Torej, omenila si že LinkedIn, torej eno primerno orodje in za research leadov in potem za nek lead generation oziroma nagovarjanje teh leadov. Tukaj imamo par orodij, mislim, spet kar nekaj tula obstaja, s katerimi si lahko to olajšamo, izboljšamo, avtomatiziramo, torej tle smo, ne vem, en tool je Scrabin, en drug je Dripify.io. Skratka, ki ti pomagata avtomatizirati, kjer ti rečeš, torej, kjer se bo avtomatsko zgodil request nekomu, mogoče z nekim personaliziranim nagovorom, ko te bo on sprejel, mu bo avtomatsko sistem polajkal nek post, napisal neko prvo sporočilo, skratka, avtomatiziral delo prodajalca. Ena zelo velika platforma, če se pomaknem naprej za izvajanje ABM-a, je Demandbase. Oni podpirajo od tega, da analizirajo, kaj se tebi na spletni strani dogaja, do tega, da zgradiš ICP-je in jih tagaš in označuješ, do tega, da potem tem ljudem delajo tudi oglaševanje, čisto targetirano na podjetja. Zdaj, to je res platforma, ki se gremo ABM v velikem, torej tam, kjer je kjer imamo 100 target accountov, če jih imamo 10, ni primerno. Potem so orodja, ki so primerno v B2B marketingu, kot je Clearbit, ki ti oplemeniti podatke podjetja, ali pa enkrat smo uporabljali en tool, ki se imenuje Bombora, sem mislil, da ima Demandbase tudi to funkcionalnost, ki ugotavlja, kateri ljudje, torej, kaj ljudje, ki so na tvoji target listi, raziskujejo o tebi ali pa o tematikah, ki jih ti pokrivaš, oziroma v drugo smer, ti se subscribaš na neke topike, ki jih ti pokrivaš, v smislu, mi prodajamo CRM in zdaj ugotavljamo, katera podjetja trenutno kažejo nek interes za te teme. Ena stvar, ki jo recimo tudi mi uporabljamo, je sistem za podpise v mailih, kjer spet, če je to nek napredan sistem, to ne pomeni samo, da imamo vsi urejene podpise, ampak da lahko spode recimo banerčke personaliziramo glede na prejemnika in potem nekomu pokažemo oglas ali pa banner za nek webinar, ki ga delamo, nekomu drugmu, ki je mogoče že naša stranka, za nek drug dogodek v živo, ki ga bomo imeli za stranke in tako naprej. Kratka, orodje tle res veliko, je pa mečkam odvisno na kakšen scale to počneš.